V imenu Očeta, Sina, Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus, na vekomaj amen. Smo na drugo nedeljo po Gospodovem razglašenju, pa imamo še eno dodatno Jezusovo razodevanje, se razodene kot Bog, tokrat v Kani Galilejski s svojim učencem. To je prvi izmed mnogih čudežev. Janez imenuje čudeže znamenje. Znamenje kot nekakšen kažipot. Ni Jezus kot človek tisti, ampak Jezus kot Bog dela čudeže, seveda. In zato znamenje, ker kaže, da je Jezus Bog. To ne pomeni ni čudež, seveda je čudež, normalno. Ampak Jezus dela čudeže, ker je Bog. Zato. Cerkveni očetje nam lepo povedo, da je že vse zaobjeto v samem dogodku Gospodovega razglašenja ali razodetja, bi lahko rekli, pravzaprav epifanija pomeni pravzaprav razodetje. In če bi molili večernice na Gospodovo razglašenje, epifanijo, ali pa potem hvalnice na Gospodov krst, 8 dni kasneje, imamo lep spev, lepo antifono pred, v prvem primeru seveda Marijinem hvalospevom, Magnificat, v drugem primeru pa pred Zaharijevim hvalospevom, torej Benedictus, Dominus Deus Israel, se pravi hvaljen oziroma blagoslovljen bodi Bog naših očetov. Prvi govori, da so se zgodili na tisti dan, torej na Gospodovo razglašenje 3 čudeži in jih našteje, ampak še lepši je ta spev na Gospodov krst. Se glasi pa takole. Danes se je cerkev združila z nebeškim ženinom, ker je Kristus v Jordanu opral njene grehe. Modri prihitijo na poroko z darovi in svatje se veselijo zaradi vode, spremenjene v vino. Aleluja. Tako vidite. Poroko, svatbo, katerkoli že, ne. Pravi, ti 3 čudeži, ta 3 znamenja, ta 3 razodevanja Jezusa kot Boga. Vemo, ko se je rodil, se je pokazal, razodel najprej od drugih ljudi pastirjem, potem se je od vseh ljudstev razodel, pokazal modrim z vzhoda, potem se je razodel, pokazal kot jagnje Božje, mislim, Janez Krstnik je nam pokazal, prej ga niti ni videl, ne, se pravi pri krstu v Jordanu, torej vsem tistim, ki so tam bili. Najbolj seveda prvim Jezusovim učencem, mojemu zavetniku, pa Janezu, pa tako dalje, ne, se pravi tistim, ki so bili tudi učenci Janeza Krstnika. Tukaj pa tem apostolom, ki so bili z njim, torej svojim najožjim učencem, tukaj se razodene in oni, ko to vidijo, verujejo vanj. In potem zmeraj, ko vidijo en čudež, verujejo vanj, ne. Seveda še ni dovolj močna ta vera, ker ni dovolj samo človeška vera, to se bo potem pokazalo, ko pride preizkušnja. Potrebujemo seveda vsi Božjo milost, o tem bomo tudi seveda zdaj še malo spregovorili. Pred Jezusovim krstom, tam ob Jordanu, se ljudje sprašujejo, ali ni Janez Krstnik tisti, ki mora priti. Ampak on, največji med preroki, pravi, ne, jaz sem ženinov prijatelj, v tem primeru, ne, smo poslušali, da je ženin, ne, tukaj, da je svadba, da je ženitev, da je poroka. Torej, nebeški ženin je Jezus Kristus, to omenja bogoslužje, tako razglaša Jezusa. Krstnik pravi, jaz sem pravzaprav voda, nisem več kot voda, ne. Vino prinaša Jezus Kristus. Kaj to pomeni? Čudež, ali karkoli že je, ne, lahko tudi ni čudež, ne. Čeprav lahko rečemo, vsako tako spreobrnenje, vsaka taka stvar je neke vrste čudež, ne. Ampak vsekakor, ko se zgodi pa čudež, moramo reči, to je zadeva, ki ni v nas.
to se zgodi od zunaj. Od zunaj. Eni bi radi zmeraj rekli, da je to stvar človeka, da je to v njem in tako dalje, ne. Tudi govorijo o tem, kako mora vsak iti noter vase, kako mora zaupati vase in take zadeve, ne. Chesterton je lepo rekel, ne, včasih so rekli: "Zaupaj v Boga", zdaj govorijo: "Zaupaj vase", ne. Se pravi, razlika je očitna, ne, tako. In potem iščejo razne energije in tiste zadeve, ne. Energija seveda pomeni postaviti neko stvar v delo ali pa v gibanje in tako dalje, ne. To pomeni ergon delo, ne, en ergo, ne, se pravi v delo, delovanje, ne. Ampak tukaj evangelisti uporabljajo dinamis, ne, se pravi dinamika, Božja moč to dela in Božja moč je nekaj zunanjega, ni nekaj notranjega, v smislu notranjega, da je stvar narave, da je stvar tega sveta. Prihaja iz nadnarave, prihaja iz nebes, torej je nekaj povsem Božjega, ni nekaj, kar je pri ljudeh, ni nekaj, kar je v naravi, ampak od zunaj prihaja. To je torej ta Božja moč, ta dinamis, edino ona je sposobna seveda spreminjati tudi naravne zakonitosti, ker je pač nadnaravna. Bog, ki je dal te zakonitosti in jih je postavil v stvarstvo, v naravo, govorimo o avtonomiji zemeljskih stvarnosti, ki pač kot neki tak dober mehanizem delujejo. On more to tudi, če je potrebno, spremeniti, ne. Se pravi, Jezus kot Bog, kot Božji sin spreminja to zadevo, ampak ne tako brez veze, da kaže seveda, da kaže nase, da je Bog. Zato to spreminja. Torej znamenje v tem smislu kaže na Boga, da gledamo onkraj Jezusa kot človeške osebe, da vidimo onkraj tega, kar se na zunaj vidi. Tako da pri sveti maši imamo eno zelo, zelo pomenljivo gesto, ki je sicer zelo majhna, ko duhovnik tistih par kapljic vode v vino vlije, ne. Torej to je tista naša človeška narava, majhna, krhka, umrljiva in tako dalje. Ubogi človek, naša človeška narava, ampak jo prevzame in poveliča Božja narava, torej Božja milost. Zato samo par kapljic vode v vino, sicer vzhodni kristjani precej več tega vlivajo, ampak vendarle mi govorimo o našem bogoslužju, ki ima pač svoja znamenja, vzhodno bogoslužje ima spet drugačna, ne, ampak se to med seboj seveda dopolnjuje. Tako majhna gesta in vendar pomenljiva, skrivnostna, in duhovnik potem to molitev potihem moli, in sicer se glasi: "O Bog, ki si človeško substanco oziroma naravo čudovito ustvaril in še čudovite poveličal, naredi ali napravi nas deležne božanskosti tistega, ki se je blagovolil sprejeti našo človeškost, Jezusa Kristusa, tvojega Sina in našega Gospoda, ki s teboj edinosti Svetega Duha živi in kraljuje Bog na vse veke vekov. Amen." Torej to je nekako dobesedno prevedeno, ne, se pravi v misalih je seveda drugače, ampak da malo vidimo dobesedno, kako bi to bilo, kako bi to zvenelo. Torej mi smo samo voda, ampak lahko nas prevzame kot ženinove prijatelje, če smo seveda ženinovi prijatelji, moč Božje milosti, da postanemo sveti, da postanemo božji. Tako da nam svatba v Kani pove, kako Božja milost človeško naravo dvigne iz njenega padlega stanja, človek ponovno zažari v svoji bogopodobnosti in sličnosti, kot govori v začetku Svetopismo tam pri stvarjenju
človeka, da je bil človek pač ustvarjen po božji podobi in podobnosti ali sličnosti. Nekateri seveda se bodo v to zaganjali, ampak o tem bomo zdaj čez nekaj trenutkov malo spregovorili. Dajmo še malo se ustaviti pri samem zakonu, pri samem zakramentu svetega zakona, ker on je sklenjen v troje, vidimo. Bog vedno, ko se tukaj razodeva, je vedno kot sveta trojica. Torej vse je narejeno v sveti trojici. Tu je še Bog zraven. Bog daje zakoncem svojo milost, da bi si medsebojno pomagali rasti v Bogu kot družina, ki je spet podoba Boga na zemlji, podoba svete trojice, zato pa si toliko prizadevajo, da se uniči to božjo podobo v svetu, če se Boga že kot takega uničiti ne da. Tako da to so ta prizadevanja, grejo v tej smeri. In vendar, pojmo naprej, to je nauk o izvirnem grehu, ki moramo ga tudi omeniti. Človek je sicer res ustvarjen bil kot odlična božja stvaritev, ker bilo je prav dobro, to bi bilo odlično v našem jeziku, ampak temu je sledil sodni padec v greh in to je popolnoma svobodno človekovo dejanje. Zdaj, nekateri bi rekli, ne, Bog je dal, kot so bili neki komentarji, Bog je dal to v človekovo naravo, mislim, je že dal v človeka ta izvirni greh, ampak ne more, ker Bog karkoli napravi, karkoli je ustvaril in kar ustvari, kar naredi, je dobro oziroma celo prav dobro, kot vidimo pri človeku, torej odlično, ne more biti nekaj slabega, zlega v tem, ne more dati nekaj tega noter. Ampak to vidite, to je ta gnosticizem, to je ta tudi, bomo rekli, arianizem ali arijanstvo, to so te stare zmote, ta stara krivoverstva, ki pa vidimo, da spet pridejo na dan, pridejo na plano, pri ljudeh, ki seveda ne bi šli po poti prave vere, pa se potem spet zatekajo k tem že zdavnaj obsojenim zadevam, ki seveda niso niti logične, zakaj bi pa bile. Ampak dobro, pustimo te stvari. Spravi, Bog je napravil človeka kot zelo dobrega, kot odličnega, se pravi popolnega, kakor je neko ustvarjeno bitje lahko popolno, ker seveda v tem pravem smislu popolnosti je samo Bog popoln, tisto, kar je ustvarjeno, mora biti seveda končno, minljivo, končno in tako dalje, ne more biti kakor Bog, kot je lažno obljubljal hudič, seveda. Ampak vendarle je dal pa tudi popolno svobodo človeku in svobodno človekovo dejanje je bilo tle narejeno. In ker so to bili prvi starši, se pravi, iz njih je izšel pol ves človeški rod, kot tudi dobre in zadnje in tako moderne raziskave kažejo, je to tudi logično, ker so to bili edini starši, bomo rekli, prvega, mislim, vsega človeštva, in tako je ta zadeva potem prešla, ker vsako dejanje, zdaj če je slabo, tako ima svoje posledice, tako je. In torej ta kazen za greh je prišla na ves človeški rod. Pol rečejo, Bog ne kaznuje, seveda v nekem takem smislu, da si sami naložimo kazen, v redu, tako lahko tudi rečemo, da ne kaznuje, ampak v resnici kaznuje. Pri Bogu ni permisivne vzgoje, pač to moramo reči, pač ta zablodeli svet, on ima pač permisivno vzgojo, ampak pri Bogu ni permisivne vzgoje, ampak je svobodna volja, popolna svoboda, ki pač svoboda je dana za dobro, ampak če človek se pač ne odloči za dobro, se odloči za zlo, ima to pač tudi slabe posledice.
če bi se odločil za dobro, bi imelo to zmeraj dobre posledice, ampak nima. Ne? Torej, ta izvirni greh, ki je prinesel vse to zlo, ki ga imamo tukaj na zemlji, nazadnje tudi smrt. Zdaj več kot toliko ne bomo hodili v te zadeve, ker imamo še marsikaj za premisliti in povedati tukaj. Da ta ženitna svatba v Kani Galilejski kaže na to, da po Jezusu Kristusu, samo po njem je človek rešen greha in smrti, pravzaprav pa darovi modrih tudi nakazuje. To se zgodi po smrti na križu. Ker tam je naš Gospod Jezus Kristus pravi kralj, kar pomeni zato duhovnik, veliki duhovnik, večni veliki duhovnik, ki ga označuje seveda kadilo, ne, ker duhovniki so zažigali, vemo, v templju kadilo, ne, tudi sveti Zaharija, oče Janeza Krstnika, je bil zato določen, takrat, ko se mu je angel prikazal, in mira, ki je bilo eno od mazil, eno od teh dišav, s katero so mrtve seveda pokopavali, mazilili, ne. Vemo, kako so žene nesle zmes mire in aloje, da bi Jezusa mazilile v grobu, ne, tako da te zadeve. Torej, v nas ni samo naravno življenje, po Jezusu Kristusu smo lahko deležni nadnaravnega, božjega življenja. To torej prejmemo pri svetem krstu in tam se ne samo na zunaj nekaj umijemo, kar bi nakazovalo to zunanje polivanje z vodo, ampak Bog nas tudi znotraj očisti, nas prenovi, dvigne k pravemu našemu dostojanstvu, ki je dostojanstvo božjih otrok. Jezus je to rekel Petru, ne, da če se je človek umil, okopal, mu ni treba, ne, še enkrat. Ne. On daje neko drugačno očiščenje, ne, to mu je hotel povedati, ampak seveda je kasneje bila ta zadeva razumljena, takrat pač še ni mogel prvak apostolov pravilno tega razumeti, kasneje pa je, seveda. Torej, pri drugem krstu, kar je po svetih očetih, to večkrat ponovimo, zakrament svete pokore spovedi, se prav tako človek potem notranje očisti, ne. To je ta zadeva. Pravzaprav pri vsemu temu gre za vstop v Jezusovo smrt, ne. Smo pokopani s Kristusom in potem z njim moramo tudi vstati. Torej mora umreti ta naš stari človek, kot pravi sveti Pavel, da bi se potem rodil novi človek. To govorimo seveda o duhovnem smislu vsega tega, ne. Bog ne uničuje naše narave, ampak to krhko, poveličeno božjo naravo, če mu jo seveda izročimo, potem nadgradi, poveliča, spremeni v božjo naravo, obleče v božjo naravo, ne. Tako da poveliča pravzaprav, ne, to je dobra beseda, dober izraz. Zdaj, kadar mi vstopimo v novo koledarsko leto, se ponavadi voščimo zdravja, ampak povprečni človek kaj tukaj misli? Človek današnjega časa misli tukaj na telesno zdravje, samo na telesno zdravje, na odsotnost bolezni, poškodb. To je tudi dobro, ne, saj je prav, da si zaželimo tudi te stvari, ampak bi lahko rekli, da je neke vrste vraževernost tukaj, ne. Da nas ja ne bi kaj takega doletelo, ampak potem človek vpraša, kaj pa, če bi nas doletelo kaj takega, in ponavadi nas tudi kaj doleti, vsaj v nekem manjšem smislu, ne, tako. Skoraj vsako leto se kaj takega zgodi, pripeti, ne. Že lepo, da si zaželimo, ampak kaj pa potem, ko nas nekaj doleti? Večkrat sem jaz koga tako vprašal, ne. Ja, zdravje. Pol sem rekel, kaj pa, če ga ni? Pol so bili pa tiho, ne. Zdaj pri enih ljudeh očitno, če ni tega zdravja, če ni teh zadev, potem očitno prava katastrofa. Dam sosed in daljna žlahta naša, ne, jutri je pokopan, tako da umrl je star nekaj več kot 62 let
In so ga odpustili iz bolnice, so rekli, ja, zdaj se mu malo izboljšuje, in tako potem je pa umrl. Hitro, nepričakovano, ne. Dostikrat nas presenetijo te novice, ne. Zdaj pri njem tolaži dejstvo, da pred smrtjo nekaj dni prej je prejel svete zakramente, zadnjič je prejšnjo nedeljo torej prejel sveto obhajilo, kar danes je pravzaprav že redkost, tako da ta stvar v neki meri tolaži, ampak vendarle, ne, pač človek umre. Tako je, mi se ne smemo pustiti presenetiti in je še bolj važno tisto nekaj drugega, kar človek v blagostanju ne vidi ali pa ne misli na to, ne. Ker tudi če človek zanj ne velja tisto, kar je na seznamu Svetovne zdravstvene organizacije, pač te vse bolezni in tako, ne, ene so bile pač tudi odstranjene, ampak dobro, ne. Torej, tudi če je človek v tem smislu zdrav, pa kaj mu pomaga to, če ni izpolnjen, ni srečen, ni zadovoljen, kaj če manjka ta pravi smisel, cilj v življenju. Torej, izgubimo telesno zdravje, izgubimo še tisto zadnjo stvar, na katero smo se zanašali, in mnogi kar obupajo, ne, pol, kar ni niti tega, ne. Torej, ena velika praznina zazja v ljudeh in to ni težko videti, obiščemo kako bolnico, kak dom ostarelih in tako in vidimo te zadeve. Torej, današnji človek izgubi vse to zemeljsko in na koncu samo to naše telesno zdravje še predstavlja neko oporo ali pa medčloveški odnosi. Tudi to se lahko zgodi, da se hitro izrodijo ali pa izgubijo in tako dalje. Ne ve več človek, kaj bi sploh počel na tem svetu, ne, če nima neke druge še opore, ne, tako da te zadeve, če ni kakšnega drugega zdravja, ne. Konec koncev vidimo pa mnoge, ki sicer imajo raznorazne bolezni, take drugačne, hude bolezni, so v vozičku in tako dalje, pa vendarle so pa na drug način zdravi, ne, bomo rekli. V tem telesnem smislu pač ne moremo reči, da so, na drug način so pa še kako zdravi, ne. Tudi zdravo razmišljajo in tako naprej, ne. Tako da te stvari, to, da povemo, ta voda samo po sebi ni dovolj. Mora biti še nekaj drugega, mora biti nekdo drug, ki to navadno in naravno stvar dvigne na višjo raven. Torej, to je naša navezanost, da bi ostali samo pri naravnem, ne, tudi danes to poudarjanje vsega bio, eko in tako dalje, ne, zdaj celo so začeli s temi žarami in s temi zadevami, da bi bile biorazgradljive in tisto, kar samo po sebi niti ni tako napačno, ne, če pustimo ob strani, da naj se ne bi skurilo, ne, naših pokojnih, ampak dobro, ne. Ampak mislijo, da bojo pa na tak način rešili vse, ne. Ti cel svet boš rešil, ne, pravi Iztok Mlakar pri Marjetu Špirelu, ne. Ma ne bojo rešili, ne, na tak način, nič, ne sebe, ne sveta, nič ne bojo rešili, ne. To so neki obupni poskusi, ne, na koncu pol imajo neko svetovno srečanje nekih svetovnih voditeljev, pa potem vsi pridejo z nekimi zasebnimi leti in tisto in takoj onesnažijo ozračje še za naprej in za nazaj in še za nekaj desetletij naprej, ne, bomo rekli, ne. Tako da to. Zdaj, naše mišljenje, moramo se dvigati s tega na višjo raven, ni kaj tule. Treba se dvigati na raven, ki je nadnaravna, ki je božja. Janez Krstnik bi spadal takrat v njihove okvirje, ne, so malo razmišljali, ta bi bil še kar v redu, ne. Če bi bil mesija, ne, tako tudi danes, mi bi rekli, marsikdo, marsikaj spada v te naše okvirje, ampak zlasti to, kar ne zahteva neke odpovedi, nekega odrekanja tem našim človeškim pričakovanjem,
te naši človeški logiki, kar pravzaprav ne zahteva truda, odpovedi, te naši lagodnosti, komodnosti in tako, ne. Torej, pod vplivom sveta pravzaprav naravno, ne, to mišljenje. Pravzaprav ni niti več naravno mišljenje, ne. Ko če razmišljamo, že zdavnaj smo se pod vplivom sveta odrekli tem naravnim zakonom, torej ni niti naravnega mišljenja, in če ni naravnega mišljenja, naravnih zakonov, te zdrave kmečke pameti, potem tudi o nadnaravnih niti ne moremo govoriti, v nobenem primeru. Ampak mi smo poklicani, da po zgledu našega Gospoda Jezusa naredimo vse, kar lahko, da se bo tudi nad nami, tako kot pri njegovem krstu, odprlo nebo, bomo spet v dostojanstvu Božjih otrok. Konec koncev tudi on je molil tam pri krstu, potem tukaj v svadbi, pri svadbi v Kani Galilejski, spet je molil in nebo se odprlo, ne, tukaj se je zgodil pač ta prvi čudež. Zdaj, k nam prihajajo po Svetem duhu ti darovi Svetega duha, po teh zakramentih, seveda Sveti krst je vstop vsem drugim zakramentom, kot smo že kdaj povedali, ampak se morajo razviti ven tudi duhovni sadovi, kot lepo pravi sveti Pavel. Mi se odločimo za nadnaravno življenje, se odločimo za krščansko življenje in to je življenje po Božjih zapovedih, to je na ravni našega razuma. Se odločimo, da bomo živeli se bomo trudili živeti po pravem katoliškem nauku, da bomo živeli molitveno, zakramentalno življenje, ampak potem moramo to tudi uresničevati, ne. Seveda na ravni razuma, volje in tako naprej, to je vse v redu, ampak je treba tudi uresničevati to zadevo. Če bi se pa odločili samo za naravno življenje, potem smo prepuščeni samemu sebi, na koncu smo sposobni samo še del mesa, kot pravi sveti Pavel pri Galačanih, in to je vse izrojeno človekovo početje, ne. Tega je bolj sposoben človek, zato ker kolikorkoli, če dela sam, si prizadeva, se bo spremenilo v nasprotje tistega, kar je hotel doseči, ne. To je ta zakon, ki Giambattista Vico, filozof iz Neaplja, ga je lepo opisal. V priliki o trti in mladikah Jezus lepo pove, opozarja: brez mene ne morete storiti ničesar. Torej ne moremo narediti nič zares dobrega brez njega, brez njegove milosti. Torej ta zadeva in na koncu še dogodek v Kani Galilejski, ki uči nas kristjane, ki se seveda zavedamo svojega stanja, da se po pomoč za prejem tega daru Božje milosti obrnemo na nebeško mater Marijo. Njena prošnja vse velja, tudi v Kani še ni bil pravi čas za prvi Gospodov čudež, ampak prosila je Jezusa njegova mati, čudež je on naredil. Torej to je tudi naša prošnja, če je ojačana s priprošnjo Božje matere, kot tudi angelov, svetih, blaženih in tako, ne, je precej močnejša zadeva. Tako da ne bojmo se prositi za vse dobre, posebej duhovne darove. Morda posebej opozarjam v januarju na tiste stvari, za katere Jezusa prosimo, da nas jih osvobodi, da naj nas jih reši v litanijah njegovega svetega imena, ki jih še posebej v tem mesecu molimo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvala, Jezus.